Vita mi je rekla po telefonu, da samo podoba ali pa samozavest definitivno nisem postava in kako zgledaš, ampak je ful dejavnikov. Karizma je, ti imaš ful karizmo, a veš, in res to. Da celo življenje zapravimo denar, živce, strast, energijo za to, da skušamo naše plovilo, naše vozilo spraviti v neko podobo, ki bi nam bila všeč. Na koncu nam itak nikoli ni všeč, mi pa celo življenje zapravimo za to, da ga popravimo. Anoreksijo sem jaz imela od, ne vem, 13. do 15, 16. leta, tu nekaj. 2 leti je trajala. Ga imaš jaz imela na koncu 38 kg. Ni dovolj, še. Skrivano podobo imaš mala, ne, kakor da ne vidiš. Ti sebe v ogledalu vidiš drugače. Sebe v ogledalu? In mi je bilo res tako, se mi zdi zdaj, mislim, da zdaj, ko pogledam to, se mi zdi, Veš, to, kaj je una fora iz Lencev. Shut up! The camera adds 10 pounds. So how many cameras are actually on you? Mi se zdi, da je ful razlika to, ali je mogoče ženska malo močnejša, ali se je pa zapustila. Ene so res ono, ki se prav zapustijo, drugo je pa pač, ko so mogoče mečko močnejše, ampak še vsem ful dobro izgledajo. Meni so ene ženske z 20 kilami več prav lepe, luštne punce in ker znajo te kile nositi. A jaz lahko Lari rečem, da je stara, zredila si se, pejt malo, nekaj naredi sebe, če se ne počutiš dobro, usmeje se, kar vedajo. Ena Lara. Tisti dnevi v mesecu. Živjo, Lara. Živja, kaj jaz? Mislim, da ni Lara danes take moramo predstaviti. Čau, evo nas, spet smo nazaj in danes je v naši družbi Vita. Vita, ful hvala, da si prišla. Jaz moram povedati, da te je Barbie predlagala. Hvala, Barbie, hvala. Ja, in nekaj Vita, te spremljamo na Instagramu. Moja najljubša v tem krogu si zdaj. Jaz sem te dosti pofolovala. Okej, druga najljubša. Ostala? Jaz te pa še bom. Jaz sem tretja pred Vesno. Drugače sem jo že. Bravo. Pa sem zadnja. Dobre, en more biti. Ampak jaz sem jo z profila. Z našega profila. Tako da... Vita Starman, ne? Ja, Vita Starman. Ja, mislim, da jo drugače več ljudi pozna kot nas. Tako da jaz te ne bi posebej predstavljala. Kdor želi, naj gre pogledati njen Instagram profil. Redno objavlja, ful ima dobre teme in zato, ker smo se s puncami dejansko pogovarjali, kaj bi bila tema danes, smo potem nekako prišle do zaključka, da bi si ful želele, da bi bila naša gostja. In Vita je rekla, kot vidite, je tukaj. To je taka pomembna tematika za danes, ne? Ja, zelo kočljiva. Veste, lahko najprej vprašam, kaj tu pijemo danes? Ja, mene tudi zanima. Ful smo še flaške. Ja, to sem jaz danes zrihtala, da ne bomo vedno pili iz kozarcev. Sem nam danes zrihtala tale Mateus Rosé. Tako da pijemo skozi slamco, da ne rabimo pol pucati kozarcev. Super. Malo mladostna bolj. Ja, mladostna, tako da pač se bo Vesna počutila bolj mlado. Tako. A bi si na črno to zrihtala? Ker otrokom ne dajo alkohola, veš? Hej. Drugače sem že 4 leta polnoletna. Wow. Hvala pa za kaj. Ja, dajmo začeti. Zdaj. Mi smo se s puncami pogovarjale ful dostkrat, oziroma se pogovarjamo, ker mislim, da je imela vsaka od nas izkušnjo s tem, boš tudi ti povedala pač svoje, zato tudi, da je nekako tema, zdaj če angleško frazo uporabim, v angleški frazi, body shaming, body positivity. To sta dva izraza, ki sta ful prisotna. Punce se s tem srečujemo vsakodnevno, ko odraščamo, se mi zdi, od osnovne šole naprej. Vsaka, po svoje. Ja, vsaka na svoj način. In tudi nekak feeling imamo, da s tem, dajmo reči, prodorom Instagrama oziroma vseh social omrežij, da je to ful zraslo v eno in v drugo skrajnost. Pa me zdaj zanima, v bistvu ti si neka, jaz bi rekla temu ne promotorka, ampak tako nek pozitiven zgled daješ na svojem Instagramu. Zaznale smo te, ne vem, pa se slikaš, ne vem, v spodnjem perilu, pa govoriš, da se moraš imeti rad tak, kot si, da pač samo podoba, da je pomembna in da imaš dobro mnenje o sami sebi. Pa bi jaz te mogoče na začetku vprašala, a si bila skozi tako, ali to pride, ne vem, z leti, jaz ko rečem z leti, kot nekaj slišiš se negativnega, ampak je v bistvu pozitivnega, pride z izkušnjami, z, ne vem, življenjem. Nimam težave z leti, drugače tudi ne. Jaz tudi ne. Mene to nič ne moti, pač, a veš. Nimam težav? Koliko si pa stara? Čakaj, da bom 34. Zaenkrat sem še 34, še en mesec sem še 34, ja. Ne, ni bilo vedno tak. Mislim, vse nekatere srečnice so
se rodijo z zdravo samopodobo, pa imajo dober, mogoče dejansko vpliva zgled od doma, pa da imajo srečo z dobrim okoljem. Jaz se nisem imela, jaz sem dejansko prišla iz zelo slabe samopodobe, oziroma sem ful pustila, da je tudi okolica vplivala na mene, na mojo samopodobo, mnenje o sebi. Trendi so bili taki in taki, vse, kar je bilo odstopanje, je že bilo... Trendi so bili kakšni takrat? Pa se niso bili bistveno drugačni od današnjih, Vse se so mi skozi, zdi. ja. Pač ne vem, fokus, zadnjič sem gledala en intervju z Emmo Thompson, ona je tako dobro rekla, da celo življenje zapravimo denar, živce, strast, energijo za to, da skušamo naše plovilo, naše vozilo spraviti v neko podobo, ki bi nam bila všeč. Na koncu nam itak nikoli ni všeč, mi pa celo življenje zapravimo za to, da ga popravimo. Ne? Okay. In mi je bilo tako dobro, ker sem si res mislila, toliko se ukvarjamo s tem, toliko fokusa damo na to, da pozabimo živeti, pa se ukvarjati s stvarmi, ki nas veselijo. In nekako, v bistvu, jaz to, kar delim na svojem Instagramu, je zraslo skozi stvari, ki jih rada delam. Meni se zdi pa z ljudmi, s katerimi sem se jaz obkrožila in vsem tem, da je to moj to je mene pripravilo do sem, kjer sem zdaj. Nisem pa bila daleč od tega, da sem bila, to sem mogoče zdaj zadnjih, 6 let. Odkar sem mama tudi, recimo. Ja, takrat se mi zdi, da kar malo spremenimo tudi. Mnenje in prioritete se spremenijo, ne? Kaj je pomembno. Največ se s tem težave tam pomagajo od 14 do 20, 18, kaj tazga. Sigurno, tudi če jaz sebe pogledam, tisto obdobje je bilo najbolj jaz do nekje 20, se mi zdi, da kar se v glavi mozgaš, pa skozi primerjaš, pa se nočeš. Ali pa z nekom, kar recimo sploh ne veš, da je to pa to si dal popraviti na svojem telesu in niti ne veš, da si je dal in ti želiš imeti neko tako, ne vem, postavo ali pa obliko nekega dela telesa, ki ga zares nikoli ne boš mogel imeti, ker ni tako naravno. Okay, ampak zdaj, kaj ti si šla v jaz sem rekla v ekstremu, en detajl, se pravi, verjetno, ti pač nisi imela jošk, pa si se slabo, jaz jih še zdaj nimam. No si, jaz tudi zdaj ne vem, ne, ampak tako, ne vem, jaz sem imela krive zobe ali pa so me strigali na fantka, to je vedno pride nekaj tako, ki ti ni všeč, pa vedno se lahko najdejo, pač otroci so žleht med sabo ali pa ne, mogoče ne bom rekla hudobni in v določeni fazi, zdi se mi, da naša generacija je bila veliko manj namerno žleht, pa zbadljiva, je bila bolj tako, saj smo se pikali, pa smo bili, ampak je bilo tako, jaz bom rekla, da je bilo veliko manj boleče, kot slišim danes, to, ker danes je slišim, bi mene bolj zabolelo. Ampak zdaj, mogoče ena stvar, ki se mi zdi, da je pa šla zdaj na Instagramu, da je nek trend, ta body positivity ali pa body shaming, je pa, dajmo reči, suhost na eni strani ali pretirana suhost ali težave s tem, da punce hujšajo in se stradajo in debelost. Ne? In ko sem bila jaz v osnovni šoli, so vedno zbadali te dvojne. Ful bolj močne, ali pa ne vem, jaz bom rekla direkt debele, pa ne govorim teh, ki so imeli 5 kil preveč, ampak pač one, ki so bili precej preseb, ali pa ful suhe. Še danes imam v glavi moja najboljša prijateljica ali pa zelo dobra prijateljica, ki je zdaj, ko je rodila in je prišla, dajmo reči, malo bolj k sebi, pa še vedno je suhcana, ne, ampak je tako, ona je imela res, ne vem, 45 kil, jedla je vse, da bi se zredila, ampak vsak, ki je imel 5 minut cajta, je rekel, da ko boš kaj pojedla, imaš 30 kil sposla vred. Se pravi, vsi no-name in jo je to žrl in ona se zato sekirala. Ampak se mi zdi, da tistih, ki pa radi komentirajo debelost ali obline ali nekaj, je pa še vsak si dovoli. Zdaj pa Barbie, smo najprej tebe vprašala, pa bi šla pa na Vito. A si ti, zanj sva se pogovarjati, si začela zdaj telovaditi, ne? Pa začela si na sebi delati, spet ne? Mislim, da jaz skozi ima telovadim. Ampak zakaj? Spet ima telovadim, pa nekam. Ampak zakaj si recimo zdaj začela? Ja, da sem začela s to, ker zdaj nisem telovadna, ne vem, nisem toliko dala na se, mogoče par mesecev in sem pač opazila, da so šle kilce gor in zdaj mora spet malo kilce dolit, da prijem nazaj. A pa se slabo počutiš zdaj? Pa slabo se počutim v bistvu, ker vidim se v podcastu in se vidim in sem tako, a ja, taka zgledam. A veš, a to pa široko pac. A veš, Kaj take slabe kamere imate? ja. Ampak ti si luška, čabi otrok. Jaz sem pa vedno. Ne, luška nas. Veš to, kaj je unafora iz Friendsov, kaj je bila Monika včasih, a veš, malo bolj obilna, ne, in pa je pač rekla, da, Chandler, ki je on zdaj babo, je pač rekla, I had camera on me. In on je rekel, how many cameras were actually on you? Tako da camera adds 5 pounds, pa to, ne. Ampak slala si nam nedavno fotko v grupo. Tebe v drugi službi, koliko 10-15 let nazaj? Aha, ja, ne, to je bilo 20 let nazaj. No, 20 let, kjer smela koliko kilman, cirka? Ja, po moje ne 15, zihar. Ampak kaj meni ful? 20. Ampak kaj si rekla?
Ne vem, kaj sem pa rekla. A ja, da sem bila takrat, da mi je žal, da nisem toliko debela, ker sem mislila, da sem takrat debela. A veš, takrat sem bila res toliko, skozi sem bila obremenjena. Ona je bila bolj mogoče obremenjena takrat s 15 kilami manj. Ja. Se je konstantno sekirala, kakšna sem, točno to sem se premenjevala. Zdaj, kaj zgledam, zdaj se rečem, da bi bila zdaj tako zgledala, ne bi se premenjevala, ampak največja fora, da se zdaj ne obremenjujem. No, bravo. A veš, ja, prej sem se pa ful obremenjevala, zdaj se ne. Mislim, da imamo vse tako zgodbo. Vse. Mislim, smo bile mlajši. Da se pogledamo za takrat nazaj, ko smo mislili, da smo ful debele. Tako. In ne vem pač, ne, in si mislim, takrat sem bila sama sebi. Ja, si to? Medtem, ko zdaj sem si top. Točno to, isto. Ja. Vita, zdaj, ti imaš eno kontra zgodbo, ne vem, ali lahko to povemo ali ne. Mislim, ti si bila tudi, si imela anoreksijo, ne? Lahko povemo, ja, voljda. Ja. Kdaj pa je to, mislim, kako je zdaj bilo to pač? Anoreksijo sem jaz imela od, ne vem, 13. do 16. leta, tu nekje. 2 leti je trajala. Nisem rabila dobene, nisem šla v bolnico ali karkoli, ampak sem se sama zrihtala. Ker mi je v bistvu, to je bila hecna zgodba, ker meni je toliko, uspeh mi je toliko pomenil, s toliko slabim imunskim sistemom, ki ga imaš jaz imela na koncu 38 kg. Pa ne moreš zdrževati gimnazijskega programa, ne, in sem se jaz takrat mala, zdaj pa se pač zrihtaj. Ne vem, jaz sem na koncu pojedla, ne vem, 5 litrov vode, vedno sem spila, laufala sem po tem stadionu, ko zmešana. Pojedla sem eno jabolko, s kolegico smo šle v kino, jaz sem si čežano v tegelcu sabo nosila, pa oreščke sem jedla za malco, medtem ko so vsi jedli sendviče, pa take fore. No in potem so se začeli prvi šusi pri matematiki in sem rekla, okej, zdaj pa. Sem imela skozi rdeče členke, nos mi je, skozi mi je teklo iz nosa. Ampak jaz sem bila še vedno v sebi, ne vem, še kot 38 kg sem bila tako, ni dovolj, Skrivano podobo imaš mala, ne, kakor da ne vidiš. Ti sebe v ogledalu vidiš drugače. Sebe v ogledalu drugače. In mi je bilo res tako, se mi zdi zdaj, mislim, zdaj, ko pogledam to, si mislim, shit, to je bilo res več, ne vem, grozno. A veš, to so nekaj stvari, ko si res misliš, ampak otroci oziroma mladostniki nimajo izoblikovane te trdne Samopodobe. Samopodobe in oni so res ful so vodljivi in njim bo en rekel, tako si rekla prej, Vesna, ne ful zbadljiv komentar, ampak tebi bo to takoj, srkal boš to v sebe in boš prej negativni komentar, kot recimo pozitivnega. Pozitivni spol nisem sprejemala, pa to bo pomagal. To se lahko. Ja, pa to mi je zdaj, ko ga slišim ali pa da mi reče kdo, joj ne, ni mi tako. Sprejmi komentar, ne komentiraj, sprejmi kompliment. Najslabše mi je, ko nekdo noče komplimenta sprejeti. Samo reci hvala. Reči hvala in ga vsrkaj, vpiga v sebe. Ja, res je. Tudi včasih to pride z leti. Ja, jaz se spomnim drugače, ko sem bila tam 13 let stara in ne vem, ali je bilo to popularno, ne, ampak tako na Facebook je dala punca fotko, tako lepo sebe in je bila prijateljica, kako dobro izgledaš, najlepša, nekaj je bilo, fuj, ne, nisem, najgrša sem. Kaj sem čakala, da ji še pišejo, ne? Pihaj mi na dušo. Da je hotela pozornost. Drugače tle se imamo radi, se lahko rečeš, da si bila to ti. Ne, dejansko nisem bila jaz. Tako da ja, ampak bom pa isto rekla, da jaz sem imela tudi ful težave s samopodobo. Tam 8. 9. razred sem bila bolj buckasta, pa tudi 1. letnik srednje. No, pol pa 2. letnik srednje sem pa začela tako nič jesti. Tako 1 leto jaz sem imela po moje 2 polovična obroka na dan. Tako malce v šoli, pol malce. Pa pol ob 4-5 popoldan, ne vem, pol kruha, pol kosa kruha, ali pa nekih kosmičkov. Grozen mi je slišati. Pa še to sem bila tako, ja, dejansko, pa toliko se mi že skrčil želodec, da sem pač po teh kosmiček, jaz mislim, kako sem jaz pojedla dejansko. In sem bila grem jaz zdaj za 2 uri na sprehod in sem šla na sprehod in jaz sem pa pač imela 20 Da si pokurla, one 3 kosmiče ven, ne, pač to je bilo pomembno. Res. Tako da ja, da sem pokurla, ali pa recimo nedeljsko kosilo, ni šans, recimo pojedla sem en knedel, govejo juho, tako čisto malo krompirja, malo solate in to je bil edini nedeljski obrok, ki sem ga imela, ampak jaz sem imela feeling, da sem toliko pojela, da sem v ponedeljek šla v šolo v pač poloverju, da se ni nič videl, takem oversize poloverju in sem mislila, jaz sem se toliko zredila čez vikend, toliko sem debela, in pač tako zdaj za nazaj, ko gledam, sem imela sem čisto propadu brez tako koščena sem bila, se pravim, 20 kg manj kot zdaj. No, veš, recimo, meni je ful zanimivo, kako vsi se srečujemo z nekimi takimi zgodbami, vsaj punce se mi zdi mogoče, ne? In hvala Bogu, zdaj z leti je prišlo do tega, da se spodbuje pozitivna samopodoba. Čez dalje bolj. In v medijih, in na socialnih omrežjih in tako naprej. In se mi zdi, da zdaj je prišlo pa mogoče celo do druge skrajnosti, ne? Da je to spodbujanje preraslo v neko potuho pravzaprav, mogoče celo kdaj. To je vprašanje. Jaz imam zate to vprašanje. Jaz tam dejansko verjamem.
Hvala. Ne, res, pa ne to zato, ker si naša gostja, ampak jaz tebi dejansko verjamem. Ker mislim, da si ti rekla, da samozavest pa samopodoba nisem kako zgledaš, ampak je ful enih faktorjev. Je družina, okolje, podpora, služba, ne vem, če imaš uspešen life, imaš lahko 10 kil premalo ali pa 10 kil preveč, pa se ti boš pokal. Ne? In to tudi čuti okolica. Ampak jaz veliki večini ne verjamem. Jaz bom pač iskreno povedala, ko gledam sploh na Instagramu zdaj prvo mi malo živcerajo. Malo me živcerajo, bom povedala zakaj, zato ker je tako, ko se objavljajo pa jaz sploh bom rekla, ne bom za Slovenijo govorila, bom za tujino govorila, ko so te po 50 kil plus Američanke, ki jih pač, ko enega pogledaš, se ti pa rolajo skozi, ker skozi poudarjajo, jaz taka sem, sprejmi me tako, neki, jaz sem rada sama sebe. Mi je tako, lej, v redu, super, ampak z vsem dolžnim spoštovanjem do veganov, tudi jaz sem bila nekaj časa, dokler ti to si in ne posiljuješ ostale s tem, je meni to živi in pusti živeti. Se mi zdi, da probajo kar bombati, pa kar usiljujejo, da jo moram gledati, pa jo moram sprejeti, da je to prav tako. Drugo, zdravstveno stanje. Ne mi govoriti, da s 50 ali pa 70 kilami, da nam rekla s 300, ki so včasih, zdaj sem malo preterala, veš, da niso toliko, ampak tako, da niso zdrave ponavadi in govoriti. In potem ko vidim te komentarje spodaj, ko rečejo bravo in ploskajo, me zaboli, ker se mi zdi, da ti ostali, ki ploskajo, da je lažje ploskati, pa reči tudi, ti mene rad tazga, kot pa, da bi dvignil rit, šel fitness, začel bolj zdravo živeti in so se prjahali na ta trend, ne vem, kako naj drugače rečem, in da v bistvu se niti ti določeni posamezniki ne zavedajo. In zdaj imam vprašanje zate pa je. Jaz tebi verjamem, tako kot sem ti rekla. A misliš, da tiste, ki ti spodaj nam reka, da te ploskajo, ampak ki komentirajo, ki so, ne vem, tudi ti zdaj nimaš, ne vem, po nekih lepotnih idealih, ki so nam jih priuzgojili, nas priučilo njih nimaš idealno postavo, ne vem, nisi manekenske postave, se noben od nas ni zares, no, ampak govorim. Ampak zakaj to izpostavljam toliko? Zato, ker so vedno tisti, ki so bili debeli ali močnejši, so bili vedno tarča nekih kritik, komentarjev, ful bolj, kot vsi ostali. Lahko si plešas, lahko si, tudi suhi niso nikoli toliko, kot so ti, a ne? A ti verjameš vsem tem tvojim followerjem, followerkam ali pa tistim, ki grejo, dajmo reči, po isti poti, kot ti, pa niso tako stari, nimajo takega življenja, kot ti, ali so sem prisedlali na to, ker je to ful lažje. Ful lažje reči, prejmijo tazga, ker sem, iskati podporo od zunaj, kot pa nekaj narediti zase. Ker jaz vem, ti marsikaj narediš zase. In drugače je, ne? Ja, jaz bom rekla tako, edina stvar v življenju, ki je, oziroma edina stvar, ki jo treba sprejeti, je to, da se spreminjamo. Da se spreminjamo, da rastemo, da to ni za stvar, ki jo moraš iti delati fizično pa nekaj, ampak dejansko, da delaš na sebi, da delaš na tem, na svojem in mindsetu, da stvari, ki te ne osrečujejo, da eliminiraš iz svojega lifea. In jaz sem tako rekla pri človeku, ki to, tako si rekla, verjameš meni. Jaz mislim, da se človeku, ki to hoče predstaviti ljudem, vidi na drži. Ti vidiš človeka, ko ga vidiš kak se pogovarja s tabo, vidiš, kak ti stisne roko, vidiš, ali te gleda v oči, ali te ne gleda, ali je, a veš tisto, ne vem, to vse kaže tvojo samozavest. In to so eni taki faktori, ki bom rekla bistveno bolj, dostikrat se zgodi, da vsega tega ne najdeš pri nekomu, ki je recimo po vseh teh standardih, recimo, pa ne vem, pa ima težave s tem, da se ga slika, joj, pa ne sprejme, ko ne zna sprejeti komplimenta, pa se nekako, a veš tisto, in prav vidiš, da mu to, da, ne vem, da vso pozornost samo v vizualni zgled ne da absolutno nič. Je pripomore, jaz verjamem, jaz se ful rada zrihtam, jaz se ful rada uredim, pa živim, ne vem, a veš, to meni ful pomeni, jaz ne bom rekla zdaj, da sem zadovoljna v svoji koži in mi je čisto eno, kako zgledam, bog ne daj. Ker smo vse ženske rade lepe, pa vse, a veš, dobena ne bo, jaz ne trdim tega, ampak to, kaj si reka, ta trend, ja, verjamem, da pač je vseeno tudi trend. In tako kot vsakemu trendu se pol priključijo tudi posamezniki, ki mogoče tega ne živijo, ker to moraš živeti. Ali živiš, ali ne živiš. Se lahko ti mogoče pred kamero delaš, da živiš, pa da pač mogoče v resnici pa nisi čist tam. Jaz verjamem, da bojo vse enkrat tam. Če si to želijo, pa se ne govorim samo za ženske, ker tudi moški imajo ful težav s tem. Ampak, a veš, jaz verjamem, da bo vsaka, ki si bo zadala to, da bo prišla enkrat do te točke, da ji bo uspelo. Ampak najslabše pa je reči, jaz ne morem nič spremeniti, jaz pač tako, ako sem, to je. Pač ne, ti moraš vedno v življenju, oziroma ne, da moraš, jaz tega dobenemu ne govorim, ampak jaz lahko na svoji izkušnji povem, da
želja po spremembi nekih takih slabih vzorcev, ki sem jih jaz imela. Hvala Bogu, da sem se hotela spremeniti in da sem se spremenila. Ker če bi jaz bila na tisti točki, ko sem bila 20 let nazaj, 15 let nazaj, pa kakih 15, 10 let nazaj v bistvu, bi bila v bistvu zdaj tu niti prišla, ne bi se jim pa bi bila tako, ja ne, hvala. Ta. Najprej si moraš želeti, ne? Ja. Pa začeti delati na tem vsak dan, ker po želji, če ostane, se nič ne spremeni, ne? Vse v okolici se mora spremeniti, da ti začneš v bistvu... Jaz sem hodila to izpostaviti, meni se zdi, da je šlo tako kot pri vseh stvarih danes, ker je bizarno v tej skrajnosti. Ful je bilo dobro ta body shaming, se pravi, vsak si dovolj komentirati. Jaz bom zdaj rekla tistega, ki je močnejši, ker je to najlažje, tako, ljudje so najbolj nesramni. Ampak vsak si tega ne more dovoliti, a ne? No, ampak govorim, ful doskrat pa pod fake profili, pa komentirajo, pa so nesramni in nimajo nobene pravice do tega, ne? Ampak hotela sem samo reči to, da se mi zdi, da je tudi ta body positivity, ker ko se je to začelo, bilo tako top, končno je začel nekdo govoriti o tem in prav je, se mi zdi, da je šlo pa tudi, pravilno se je začelo, da je šlo pa v skrajnost. Pa veš, kaj sem še jaz pomislila, ne vem, zdaj po drugi strani, ne, ta body positivity. V tem smislu, ker so pa tako, da je to pa zdaj preveč šlo predaleč, ne? In je res po eni strani šlo skrajnost, ampak po Se ne pravim, da je šlo po drugi strani tudi, ne, po eni. Ampak po drugi strani pa, a veš, ne vem, to ploskanje pa spodbujanje med sabo, pa si mislim, pismo, ena ženska, ki ima po vseh nekih standardih, kakšno kilo, 2, 10, ne vem, 50 preveč, pa da je uspela priti do tega, da se sprejme, da se ima rada, hkrati skrbi za svoje zdravje, svaka ji čast, pač ploskam ji, ne vem, ure in ure, zato ker nekdo pa ne bo tega sposoben nikoli dosežiti, pa je lahko še tako se trudil, a veš kaj mislim, pa ima krasno postavo po vseh idealih, pa ne bo nikoli tako srečen. Zakaj ne bi jaz zaploskala, pa zakaj ne bi rekla, vsaka čas, da je to šir naprej, ne? Ja, se mi pa zdi, da je ful razlika to, ali je mogoče ženska malo močnejša, ali se je pa zapustila. Ker ene so res ono, ko se prav zapustijo, drugo je pa pač, ko so mogoče mečko močnejše, ampak še vsem ful dobro izgledajo. Meni so ene ženske z 20 kilami več prav lepe, pač luštne punce in ker znajo te kile nositi. Ene so pa pač res tako, se vidi, da so se zapustile, da niso zdrave, da ne vem. Vita, je razlika med tem. Ali imaš, če zdaj govorimo o preveč kilah, ali imaš preveč kil, ali se pa zapustiš? Absolutno. Se pa, če se zapustiš, se vidi na vseh področjih to. In kak se boš oblekla, in kak se boš obnašala, in ali boš sploh se pojavljala v javnosti, ali boš delala kaj za sebe, za svojo dušo. Če imam pa, jaz ne vem, po nekih standardih 20 kil preveč, pa živim polno življenje, ki sem si ga, tako si rekla prej, imam jaz srečo, nimam sreče, da imam tako kroko, kako sem, ampak sem si ga na nek način ustvarila. Ja, ti si živela v kakšni družini, oziroma kaj probaš zdaj naučiti svoje hčerke? V bistvu skušam jima dati zgled, ki sem ga mogoče jaz potrebovala, ko sem bila stara 10 let, pa pol do 20, predvsem, ne, da dejansko pač da ne komentiram svoje podobe ali pa da se ne pritožujem, joj, in kot moj mož, ko včasih reče, sem se zredil, tiho, prosim, ne komentiraj tega, lahko si to misliš v avtu, v sobo se zapri, pa to komentiraj, meni lahko rečeš, ni problem, ampak ne pred njima. Jaz verjamem, da bo itak bo pol prišla okolica, pa bojo itak te pripombe, ampak od doma želim, da imata to se mi zdi ful. Da ni tega. Da ne komentiram, lej mamica, da grem z njima v bazen, v morje, neobremenjena, da se ne bom se slekla, bo šla z atijem v morje, ne. Jaz se bom slekla, bom šla tako, kako sem in pač uživala življenje in ima dala zgled, da tudi, če imaš celulit na riti, pa veliko rit, pa ne vem kaj, da lahko greš normalno in živiš normalno življenje. Jaz ne dajem, po drugi strani pa s tem, ko na Instagramu vsaka od nas daje nek zgled. In jaz ful pazim, jaz pač priznam, ful pazim. Kak izgled je to, kaj se promovira, kako sporočilo se predaja, ker lej, pač, ja, okej, vse smo iskreni, pa super, pa smo, kako se reče temu, pristni, to je ful popularno, pristni, ne, ampak vseeno, da pa malo paziš, da ni kar, a veš, po tekočem traku, jaz sem tako, sem blekljena bom, kaj mi bo padlo na pamet, lej, na morju letos, oziroma lani je prišla do mene mamica, punce, ki je bila stara, jaz ne, če bila 13-14 stara. Joj, moja hčerka vaju tako rada z Mateo gleda, joj, kaj vaju lahko spoznava, tam tako publiko imam jaz, a veš tisto? In pol, dejansko sem začela v glavi študirati, okej, če imam jaz tako mlade punce, to sem ja, in dejansko gledam kot na sebe v tistih letih, da so za kamero one, da sem jaz v teh letih in da želim jim povedati to, kar sem jaz takrat rabila slišati, pa nisem.
ker ni bilo, itak se o tem v medijih ni govorilo, od doma nisem imela te, ne, da bi to nekako bilo. Sicer, ko je prišla anoreksija, je bilo, joj, odkot pa zdaj to, ja, odkot? Ne vem, a veš, ne? Poveži hitro ene par dejavnikov. Ful hitro se to pol poveže, ne? Tako da dejansko so ekstremi in na eni, ampak domotne hranjenja pride ful pogosto. Ja, sej. Jaz sem še potem 10 let po mojem kalorije štela. In za Ja, vsako saj stvar to. imela slabo vest, ta slaba vest, ko se spomnim te slabe vesti. Ampak, jako si rekel prej, ta nezdrava, neka debelost, ki se promovira. Pa Amerika je zelo popularna potem, oziroma zelo tak, bom rekla... Pa se vedno nam, oprosti, kad te prekinjam, vedno nam tle nekam se usedejo oni slabi, lahko je ful dobrih, pozitivnih primerov tega, ampak veš, vedno navalijo tisti, pač, ko grejo v ekstreme, zaradi želje tudi po prepoznavnosti neki, ampak žal ne razmišlja vsak kot ona, ti, jaz, imaš glih te 13-14 letnice, ki mogoče so glih v fazi, ki se razvijajo, lahko so tudi 19 ali pa 20, ne? Ampak govorim, in potem poslušajo to, in vidijo, kako jih ljudje jim ploskajo dol in niti ne štekajo, da mogoče to, kar one promovirajo, pa ni najbolj prav, pa najbolj zdravo. Jaz govorim to, kar si ti rekla, ne promoviraš vsega, ker veš, da ni prav, ker te spremlja nekdo, ki nima izoblikovane osebnosti. Tako. In pač mene moti, ker zdaj poskušajo, pa se pravim, ni to samo za področje suhosti, debelosti, nečesa, botoksa, karkoli. Ker probajo nekateri to promovirati samo zato, ker pač so oni taki in se ne premaknejo in ne naredijo nič zase in ne živijo polno in ne grejo svojim otrokom in se ne slečejo z lahkoto in ne grejo z lahkoto v morje plavati. A mi je full bad, ampak tam pa ne. Ali pa, ker je to in, pa ker s tem dobiš pozornost, ki pa jo tako zelo vsi ljudje imamo radi, ne glede na to, kako velika ali pa kako. Se pravim, ne vem, pogovarjamo se, a je tudi ta skrajnost. Ne? Sem še mogoče eno stvar povedala, zakaj sem jaz prej rekla, da ne verjamem tem ljudem. Pa ne sem ženska, tudi moškim, ampak moškim bolj je za druge stvari. Ne? Ampak recimo, če gledam, jaz bom preprosto povedala, zakaj. Zato zaradi dveh razlogov. Ne verjamem tem, ki promovirajo, ki so overweight, body positivity, iz dveh razlogov. Ena, ker jaz, ko se zredim, se ne počutim dobro v svoji koži, pa to ni povezano s koliko kil imaš na vagi, ker ko sem bila na difu in imela mišičice, sem imela več kil, pa sem se ful boljš počutila kot v tem trenutku, zato ker sem bila močna, ne? Ampak ker ko se zredim, se ponavadi zapustim, pade energija, nekje je narobe verjetno in to je povezano zakaj. In dva, ker večino ljudi, ki jih poznam in ki na Instagramu objavljajo te stvari, pa naj bo to happy family, body positivity, neki, je ponavadi nekaj narobe zadej. Ali so ločeni, pa so bili najbolj srečna familija, ki so se objavljali skozi, kako se imajo radi, ali je, ne vem, se sem rekla, eno sem spremljala nekaj časa, ki je umrla, ki je bila predebela, ne? Ja, pač tako je. Ful teh ponavadi se mi zdi, da išče, mi imamo vse enega skupnega znanca, ne Tifita, ne me, ki ful dobro zgleda, stalno se kaže, ampak je najbolj nesamozavestno bitje in s tem išče samo... S temi všečki, lajki, išče samo zunanjo potrditev, ker je on tako nesiguren sam vase. In zato jaz večini ne verjamem. Ja, tak Chandler iz Friendsov. A veš, sam in a bad boy. Chandler je bil cool. No, ampak ja, koliko se nesigurnost skriva za pogosto za humorjem, za nekim nastopaštvom, za nekimi takimi... Pa konc koncev tudi za klik in lajka, ne? Vse pa ljudje imajo radi, oprosti, kad pregledam, dramo, pa, a veš, pa z nekimi čudnimi, čudaškimi temami pritegnejo pozornost, pa z čudaškim videzom, ko se, tako si rekla, res ono, ekstremno preobilni Američani so večinoma taki, res ono, ne? Da gre v ekstrem, ampak vseeno se mi zdi, da moramo pa poudariti tudi mentalno zdravje, ki je zelo v porastu, so težave z psiho. Ne? In meni je najbolj žalostno, mislim, ful sem ponosna, ko se mi kdaj najde kakva sledilka, ki je stara 50 in mi reče, veš, jaz sem se zaradi jaz te samo gledam, poslušam, srkam, naučila, da si grem pa si kupim eno lepo obleko, da ne šparam za posebne priložnosti takih stvari, da si upam našminkat, da se upam pogledati v ogledalo zjutraj in si rečem, mater si dobro. A veš, tisto, da je res in to je to, kar v bistvu je, ne da dajem jaz gled, zdaj sem šla pa nuggets v McDonald's jest in sem si še vseeno top. Ne bom jaz tega, to je meni... Ampak dela je to, Vita. Pa dobro, jaz se spremljam takih ljudi, se tu si sam zbereš, koga spremljaš. Pa se zato smo tebe povabili, ne v nekaj hodijo v McDonald's. Hvala lepa. Ja, mislim, nič narobe z McDonald'som, I love McDonald's. Jaz sem še hotela povedati za eno zgodbo, ki je pa recimo v drugo smer kontra, ker vem za eno zgodbo pa za enega moža, ki pa je bil tudi defaults, ful trenera,
skozi skrbi zase, kar se tiče zdravja, kar se tiče prehrane, kar se tiče neke samopodobe. Krasen moški na izgled. Ampak zdaj po drugi strani, koliko je pa lahko ta skrajnost, da pa ti toliko zelo skrbiš zase, pa skozi moraš biti v nekem tem nujno na trening, pa nujno zdravo jest, pa nikoli se ne pustiš sprostiti se pa živeti. No, ta tip ne more spati v postli, zraven svoje žene, in spi na kavču, na fotelju, ker ima obrabljene diske od toliko treniranja. Se pravi, tudi tak način življenja, se ga marsikdo mogoče promovira. To so ekstremi. Tudi Pa to je si bolezen, predstavlja, samo veš, ko se reče, ja. koliko je, ne vem, pa na Instagramu ljudi, tudi v Sloveniji, ki pa promovirajo ta zdrav življenjski slog, Ja, riž pa pa fitness, piščanc. pa ne vem kaj. Pa se pol vprašaš, super izgledajo zdravi in krasni, ampak a so to dejansko srečni in krasni in zdravi ljudje? Ne veš. Vita mi je rekla po telefonu, da samopodoba ali pa samozavest definitivno nisem postava in kako zgledaš, ampak je ful dejavnikov. In zato Karizma je, ti imaš ful karizmo, a veš, in res bolj si to. mi všeč. Ja. Ne, to se začuti, ker jaz tudi vidim, jaz sem tudi nikoli nisem bila suha, ampak recimo, pa sem imela suhe prijateljice, ko smo šle ven, kdo misliš, da je, kjer tip je bolj gledal, mislim, a so tipi bolj gledali mene ali njo? Ja, valjda da mene. Seveda. Jaz sem bila ker si spremna, a veš, jaz sem bila ponosna, pač jaz sem imela obline in to unosolo, pa vse neke tam, a veš, mogoče malo nesamozavestne, a veš, in tako. je bolje, da Julija, nego da Žulja. Taka sem bila jaz, ko sem bila najbolj suha. Ja, a veš, in jaz sem pač nikoli nisem bila neki, jaz sem vedno dobila vsakega moškega, ki sem hotela, sem ga vedno dobila. Bravo. Nisem bila nikoli po merah 90, 60, 90, nikoli. Ja, Točno to, kar sem izžarevala, samozavest in to karizmo. A veš, kaj je tudi, da stremimo k temu, da dejansko, ker tudi del ljubezni do sebe je, da če ti vidiš, da se ne počutiš top, tako si rekla recimo Vesna, da ko se zrediš ali pa ne vem. Jaz ta trenutek sem začutila, da me recimo, da moja drža, moje delo, a veš, ful enega sklanjanja, recimo, da mi ni bilo najbolj, da se nisem najbolj počutila, kar se hrbtenice tiče. Jaz sem takoj poiskala, pač nekaj sem naredila v to smer in to je tudi pomembno, da to ne pomeni, da ti pol zdaj sem pa taka, ne, vse v redu, vse bo minilo. Ne, dejansko se ti dvigneš rit, narediš nekaj, da se boš boljše počutila, tako si kupiš obleko, tako greš tudi na sprehod, tako greš tudi narediš nekaj, kar bo za tebe najboljše. To je celotna zadeva. Se jaz zato ne jamram, zato ker jaz se počutim za en drek trenutno. Ja, no, sej. Ja, in to vsem povem. Pa sej se tudi jaz počutim doskrat za en drek. Ampak noben mi ne verjame, ker pravijo, jaz sem po porodu shujšala, ker je imela hčerka ful zdravstvenih težav, ker me je pač psiha, stres me je izdal, si reče, ful dobro zgledaš. Ja, ampak jaz sem labava, jaz sem To nima taka. veze, ja, saj to In je je to, ja. fora, in je fora, in pač zakaj ne jamram? Zato, ker se nisem še brcala v rit in moraš se mi zdi, da nimam pravice niti jamrati, ker ko se bom jaz začela, ko sem v roke vzela, bom prišla nazaj, ampak v roke vzela v tem smislu, da sem dobro počutila, kaj pa potem pridejo od uneti do koprivnice, do boli me križ, ne moram nekaj, razumeš? In dokler pa samo ne bom niti jamrala, zato ker pač nič ne naredim za to, da bi bilo boljš, sem pa začela. Evo, lej, tako, Bravo, ne? bravo. In je to ta razlika. Ampak glih to je ta fora, ker jaz pač rečem, da se ne počutim dobro, si ful suha. Kako to me ne briga? Če sem Ja, suha. problem suhih ljudi. Mislim, a veš, s tem se pa po moje srečujejo bolj Ampak jaz sem Ja, celo se življenje vse. 10-15 kil več, razumeš, pa sem bila, ampak kil, spet, mišice so Ja. tudi vagale, ali pa sem bila v nekem trenutku, pa sem se dobro počutila, ker sem jaz delo, da lahko na Mount Everest pridem in da lahko osvojim svet in je bila tudi energija taka. Zdaj se pa ful dobro počutim, ker sem oblečena v žabah, ki stisnejo, sem, ker jih dam dol, se pa za en kurac počutim. Ja, Ja, lej, ampak ja. ne, in kdo reče, kaj se pritožuješ, ti ne veš, kako je Nasploh. meni. Ja, pa tako ti pa ne veš, kako je meni. Nasploh komentirati kogarkoli. Ja, Pa tudi Ja. včasih je Ne, odvisen. to je taka traparija, da si sploh drzneš kogarkoli komentirati in reči, Brez da ga ti pa ne imaš kaj jamrati, ti pa bi mogel to, pa kaj me ne briga, kaj boš ti boš naredila za točno sebe to. to, kar bo tebi najboljše, če te ne moti nič fantastično, če te moti spremeniš, ne spremeniš, na mene to ne vpliva. In to je tisto, kar bi, pač, a veš, to komentiranje je tisto, ki je največji nonsens, ker je totalno brezvezen, brezplodno, na mene ne vpliva, kako vejo ostale zgledate. Na mene vpliva in tudi jaz bom bistveno bolj vesela, srečna, če bom tebi namenila eno lepo besedo. Ja. Vsi smo malo ego. Vsi smo malo ego. In jaz mislim, da vsakega človeka, s tem, ko mu malo kdaj pobožaš dušo, oziroma mu, ne vem, ko ima slab dan, nikoli ne veš doma slab dan kdaj, ne? Ko mu nameniš neko dobro besedo, pa neki pa veš, lej,
To si pa fajn zrihtala, to si pa super naredila. To pa mi je bilo ful všeč zadnjič, ko si naredila. Pa ne vem, a veš, spodbuda. In se mi zdi, da avtomatsko ti take neke malenkosti ful polepšajo dan in to vse vpliva na na to tvoje delovanje in izžarevanje in tvojo držo in tvoje sprejemanje sebe, ker začneš to ponotranjati. Slej, ko prej to začneš ponotranjati in živeti to. Ja, meni prav zadnjič sem bila na enem dogodku in je ena ženska imela tako lepo rdečo obleko, tukaj je pasala, res. In tako je rečem svojemu fantu, koliko ima lepo obleko, pa koliko je paše, in rekel, da reči to. Pač zihar jih boš polepšala dan. In res si rečem, oj, ful imaš lepo obleko, ful ti paše. In res pač tako, jaz sem se dobro počutila, ona se je sigurno dobro počutila, tako, ne vem. To so meni, sicer glih toliko, koliko smo se začeli kritizirati, ne? Sploh behind the scenes, tako si rekla, neki za skritimi profili, pa to ti so najbolj aktivni, ne? Ampak to so taki komentarji, ker se te prizadane, ti se 3 minute, v redu, gremo dalje, piči. Ne, a veš? Vita, oprosti, jaz še to vprašam. Ti se slikaš, ne vem, v spodnjem perilu, nekaj, ker pač jaz verjamem, da tebi to pomeni. Zdaj pa lej, tako, imaš ful enih, v Sloveniji, tujini, se čisto vseeno, ki to enako delajo, ker želijo povedati, da je it's ok. Ampak se one ne počutijo ok. Ampak zdaj te moram eno stvar vprašati. Se pravi, ko daš ti svojo fotko, pa čisto vseeno je, ali imaš perfekt postavo v smislu to, kar nekako mediji poskušajo, ali si overweight, ali si ful presuha, ne? Ampak zakaj so določeni ljudje, jaz razumem, da prizadene in razumem, da ko ste rekla, nima pravice noben komentirati. Ko je klinac ti komentiraš mene, tam, ko sem ne vem neki, ampak... Sploh, če ne poznaš človeka. Sploh, če ne poznaš človeka, ampak po drugi strani, če si ti nekdo, ki ima toliko sledilcev, recimo kot ona, pa neki pa to narediš, a ne pričakuješ mal tega, ker ljudje so žleht. Ja. Ne? Ampak, a veš, zakaj si potem tako zgrožen, da ne vem, kot nekdo, ker to je ena tujka napisala, ne, ful ne grdo komentirajo. Če si dala sliko, kjer imaš 150 kg, visoka si 1,50 m, v redu je, super body taka, jaz ne bom komentirala, ne vplivaš na moje življenje, ampak zakaj si presenečena, da nekateri to komentirajo? Ker si se izpostavila, pa se ne bi rabila. Ja, to je res. Ne? Za vsakim izpostavljanjem pridejo tudi taki komentarji, absolutno, samo na tebe je, kak sprejmeš. Na tebe je, kak sprejmeš, oziroma jaz sem pač listina ambasadorka za že kar nekaj časa in mene to je eno sodelovanje... Ful hod je v rdeč modrc, kaj ga imaš. Je, ne? Ja. In to mi je eno izmed tistih sodelovanj, ko mi je res pač, ful sem ponosna, da se tudi, ko se ena punca, tako kot sem jaz, recimo, slika, ali pa pač, ja, objavi fotko, ali pa reel v kopalkah v spodnjem perilu, se to ful enači s pogumom. Kak je pogumno, a veš tisto, ne? Ti si pa upalo, ne? V bistvu ni tak pogum, koliko je, da ni toliko normalizirano videva takih podob v kopalkah, v spodnjem perilu in zato je to, ker zdaj je naenkrat postal pogum. Ja, samo veš, ker ješ pa na plažo, so pa vse take. Vse so take. Une popolnih ni. Pač res, jaz res ne vidim, tudi ne bazenih, neki popolnih ne vidim. Še moj je rekel, znači je rekel, pa vse ti sploh nisi tako slaba, kak gledam zdaj tele. Vse si kar v redu, kad vidim te na bazenu. Moški komplimenti, ki res mušo po božju. A veš, sploh teh v real life pač ni teh perfect bodyjev, ne na plaži, ne v bazenu. Ampak pač ne videvamo jih pa v kampanjah za spodnje perilu. Zdaj, to je pa pol drug problem, veš, marketinga, ne? Kaj se prodaja. Ampak vedno manj se. Vedno manj se, vedno več. In jaz tako ploskam tem kampanjam, ko so, pa tudi jaz imam par takih naročnikov, v katere sem vključena, ja, se pravi, pač stremijo k temu, če so mene vzeli za ambasadorko, stremijo k tej raznolikosti. Ker še vseeno mislim, da vseeno pomembno je, da na lep način predstaviš, da ni to zdaj neki, ne vem, da je na okusen način predstavljeno. Kljub temu, da punce vidijo, ženske vidijo, da kako to izgleda tudi na drugačnem telesu, ki pač ni XS, ampak da je tudi XL, recimo, znajo. To je vse ok, ampak jaz tako gledam današnjo družbo, ne vem, odgovorite mi z ja pa ne, če imaš žensko, ki ima 90 kg, jaz malo provociram tle, da je debata 90 kg. Nima veze. Če je iz 120 shujšala na 90, je še vedno naša družba tako narejena, da ji bo ploskala. Bravo. Ponavadi. Če je imela 60 kg, pa prišla na 90, imajo vsi kaj, če ne direktnjaj, pa ću zapovedati. Kil ima pa isto. Kil ima pa isto, ne? In prav je, da obstajajo primeri, ki svojim, glih to si rekla, ne s postavo, pa koliko je konfekcijska zgledom, da lahko to delajo. Se pravi, problem se mi zdi sem takrat, ko gre to čist v druge skrajnosti in ko ljudje, ki nimajo tle pošlihtano, zajahajo ta val. Meni je to problematično. In ne vem, kako to sploh zaustaviti, veš, da se ne moreš zaustaviti. Ne moreš zaustaviti, ampak v bistvu in v tem delu, ki ga jaz upravljam, to, kar jaz delam, je najbolj pomembno, da se skoncentriraš na sebe.
In da se ukvarjaš s sabo, da delaš na sebi, da se ukvarjaš z svojim delom, z svojimi besedami, z tem, kaj ti delaš, kaj daješ ven. Manj, ko se z drugimi ukvarjaš, boljše ti je v življenju. Ja, to je res. Se mi pa zdi prav, da se govori o tem. Seveda. V obeh skrajnostih, da lahko mogoče tudi lažje komu se odpre oči, pa da kdo zazna, aha, mogoče pa res, jaz zdaj pa samo sem zajahal ta val, pa mogoče pa res ni to čisto, okej? To je ta, jaz v bistvu hočem predati mindset, ne moje številke. Mene moja številka, to je moja številka, moja cifra na vagi je moja številka na vagi, moja konfekcija je moja. A veš, jaz ne prodajam zdaj, da moraš imeti XL, da boš ti ful zelo lepa, ti lahko imaš svoj XS, pa si fantastično. Ja, prav, ja. A veš, ampak to je veš, kaj to. me pa zanima. Povej. Ti imaš pač ful sledilcev in zihar imaš tudi kakšen negativen komentar. Absolutno. In vse ženske, mislim, oziroma nasplošno ljudje, imamo tiste dneve, ko se pa mogoče, tudi če si samozavestna, imaš tudi Te pa manj samozavestne. kakšen se najde, ki te... Si zanč ful dobro rekla. Z isto kilom je en dan, se ful dobro Ja, počutiš. se ful dobro počutim, pa imam naslednji dan, ko imam pa isto kil, se pa ful slabš počutim. In glih tisti dan, ne vem, pridejo te misli in glih takrat se spomnim pa teh negativnih komentarjev. Ne teh pozitivnih, nisem pozitivno naravnana, ampak se pa spomnim, kaj je user 5673 napisal. Evo, user, posluš zdaj, kaj si sprožil. Ja, sej. Samo, a imam res hruško s to glavo? Jaz mislim, da je to pri vseh. Jaz mislim, da je to dejansko, jaz mislim, da ni človeka samozavesten, lahko si do Boga samozavesten, pa jaz mislim, da vedno pride, ne vem, če en dan na teden, ampak ja, vse popreč človek, kaki dan, zagotovo par dni v mesecu, ko si pač, ne. Meni se zdi, da to Pač, je ko to stvar... vse vpliva, ne, se pač, a veš, pa so ti neke hlače, ko so ti bile super, pa tak, a res, a niso mi več prav. Ja, sploh, ko imaš menstruacijo, se mi zdi, da smo v Ja. Ali pa PMS. Povešene in pol je tak, vse nas moti in je, frizura mi ni v redu in, a veš, pač, jaz mislim, da nobena ni 100% vedno perfekt in tista, ko pa bo rekla, pa ne vem. To je nekaj ne štima. Meni Po se zdi, da mojem, samozavest je stvar, ki pač ti se vsak dan odločiš in delaš na tem. Ne, da zdaj enkrat priješ do te točke, pa vse je narejen. To je Jaz imam to. še eno vprašanje za te. A smo ratali bolj papeški od papeža po eni strani? Se pravi, ti imaš nekoga, ki je presuh ali predebel, nič ne naredi zase. Ali pa vidiš ga, da tone, verjetno je še druge stvari so povezane zase, ne? Ja. In mu niti ne smeš, se pravi, ti si se obdala z ljudmi, ampak mu niti ne smeš reči, ej stari, tako ko je črn humor ratov, ful, kar naenkrat ga ne, mislim pa vedno je obstajal, ne, ful doskrat se zdaj dogaja, da ga ne smeš, ne. Mislim, a jaz lahko Lari rečem, da je stara, zredila si se, pejt malo, nekaj naredi sebe, če se ne počutiš dobro, zasmeje se, kar vedajo. Ena Lara. Ampak a smo ratali, glih to hočem reči, da pa smo začeli, pa ne, to ne velja samo za postavo, velja, da smo ratali bolj tako, da je pa kar vse, ne smeš nobenemu nič reči, pustiti ga moraš. Pa jaz govorim, ne smeš, na rokavičkah, in ne govorim, da to komentiraš neznanca, ker je tako tihbot, ker it's not your business, ampak da niti svojim bližnjim ali pa tiste, ki naj bi bili tvoji, ki bi jih imaš v bližnji okolici, jim ne smeš nič reči, ker je surla do tav in konc vsem. Jaz mislim, da je to ful pomembno, kakšen način pristopa zbereš. Jaz mislim, da je vseeno fajn, da to poveš na nek spoštljiv, lep način. Čeprav jaz sem ful direktna, povej, Matej, če moram. Ne, jaz sem ful direktna. Zdaj je še kolegica njena, tako da boste vedeli, koga nagovarjajo. Jaz vedno, ko je kakšna taka situacija, se mi zdi, jaz res direktno povem. Ampak vseeno, tudi če si ti direkten človek, si lahko pač spoštljiv do tistega drugega človeka. In pač na način, kako mu to poveš, je to ful pomembno. Zdaj, če si ti, a veš, ker dan danes je dosti krat žaljivost zakamuflirano kot sem samo svoje mnenje povedal. Koliko tvoje mnenje, stari, pač, a v veš, bistvu način. Predvsem, da smo spoštljivi, pa da znamo zbrati besede, ki jih namenjamo en drugemu, da smo prijazni. Jaz ful verjamem v prijaznost, jaz pač sem taka. Veliko se mi zdi narediti tudi vzgoje, tako kot ti razlagaš za svoje, ta male dve, da marsikaj naredi družina pa družinsko okolje, da veliko da. In če bi res starši se potrudili, mogoče res v vzgoji že dajati te vrednote, o katerih ti govoriš, da bi se veliko spremenili. Glej, jaz verjamem, da glede marsičesa bom kiksnila mimo kot starš. Sej, to je normalno. Ja, ne vem, glede starševstva se mi zdi, da ful stremimo k nekim pravilom, pa vse moraš prebrati, pa vse podcaste moraš poslušati, pa vse moraš na vse tečaje se moraš prijaviti. A veš, in si že od kar zanosiš, si bombardiran z vso možno literaturo, informacijami, kak biti starš. Ne, in tu jaz verjamem, da bom puhnila na celi črti, kar se eni stvari tiče, ampak kar se pa tiče vsaj tega, samo podobe, pa se res trudim, da, lej, to je meni manjkalo, to bom jaz popravila.
Meni se tudi zdi ful fajn, da to spreminjamo. Ker glih danes, še ko smo se pogovarjali, to moram povedati, ne, smo videli, koliko je glih naše okolje, ful ne fair, že pri tem, ko gremo na debelost, suhost, če smo rekli ta body shaming ali pa positivity, ker glih danes smo se pogovarjali o kletvicah, o zmerljivkah, ne, in je tako, najhujša je suha ka prekla, in potem je bila na drugi strani debela ka krava, ne. Pa kaj se hujš sliš, ne? In je tako, wow, ne, oboje je zmerljivka, ne, sicer kao, oba neki špikneš, ampak je tako, in je bilo tako, dajmo prosim nehati s tem, tako. Oboje je narobe. Ja, oboje je narobe, ampak hočem reči, da je še toliko več tega in tako, dajte mer, mislim, puste. Ne? Veš, enkrat sem se z eno bivšo sodelavko pogovarjala, ker mi je bilo ful zanimivo, ker je rekla, da gre na živce, da je predvsem žensko telo kot nek trend. En cajt so bile popularne debelejše ženske, pol en cajt čisuke, pol Kate Moss, se spomnite? Zdaj Kim Kardashian postava popularna. Se ne veš, kaj bo čez 10 let. Skozi pač moraš slediti nekemu trendu, skozi da boš se vključil v družbo, da bo spadil v to. Ne, res. Se zato pa pravim, da je mindset tisti, ki je najbolj pomemben, ker dejansko, če se boš ti samo svojo postavo ukvarjal, pa vse ostalo imel prazno v sebi, v bistvu, se boš ti hitro zgubil v tem svetu spreminjanja, v tem svetu spreminjajoče se trendov, kaj se postave tiče, in ti ne boš imel tistega. Veš, kaj se mi še zdi ful pomembno? Hvaležnost. Prakticirati hvaležnost. Biti hvaležen za to, kar imaš, za to, skoncentrirati se na svoje dobre lastnosti, razvijati svoje strasti, delati tisto, kar te veseli, v čemer si dober. Se mi zdi dejansko, da tak človek se avtomatsko potem začne tudi odpirati, ko vidi recimo, ne vem, tako sem jaz začela telovaditi, pa mi ni fajn. Pa mi res ni fajn, ne uživam v telovadbi, ni mi to za dušo, ni mi to sprostitev, ni mi. Ampak lej, imela sem težavo, toliko se imam rada, da se hočem dobro počutiti, sem jo šla odpravljati, recimo, ne? A veš, vse to je povezano. Spreminja se in vse ostalo a veš, ne, doma ti ne štima, to ti ne štima, tu, ampak postavo imaš pa top, to pa je pač. Vita, ful hvala, ker si bila gostja. Z veseljem. Lahko bi podaljšala še to debato. V bistvu sploh to je debata, ki se nikoli ne konča. V bistvu, ja. Vsak ima po moje toliko zgodb, pa vsega, vse, kar vidi na socialnih Ti mrežah. imaš zgodbe. Če si glih iz planic prišla. Veš kaj? Tejo zdaj klele ti šejmata. Ja, šejmaš me, cel čas. Ampak to sem iz ljubezni, ki te imam rada. Kaj zdaj boste nazdravljali? Ja, bomo. Nekaj nazdravljali. Čau. Tisti dnevi v mesecu.